Dobrodošli na kanalu Slovenija v objemu narave. Danes vas vabiva, da se nam družite pri raziskovanju lepot Velike planine. Ob veličastnem pogledu na Ojstrico, Planjavo in Brano so nekatere oblike površja spregledane ali pa zaživijo šele, ko se prepletajo s pripovedjo in iz ne tako davne preteklosti. Velika planina je nastala zaradi gubanja in prevračanja kamnin iz morskih usedlin. Takoj po nastanku se je zaradi padavinske vode v obliki dežja, snega in ledu začelo kemično raztapljanje apnenca in dolomita ter mehansko zniževanje površja. V dnu vrtač, kjer se nabirajo večje količine snega, se je po zadnji ledeni dobi 10.000 let površje znižalo za 1 meter. Pripoved o nastanku vrtače velikanke se tako pretaka s padavinsko vodo, ki ob pronicanju skozi tla širi razpoke v kamnini ter podzemno izvotli brezna. Zaradi ploskovnega zniževanja površja se je strop brezna vdrl, kasnejše zmanjševanje naklona obodnih sten pa je vodilo v nastanek sprva lijakaste, kasneje pa skledaste kotanje, ki jo imenujemo vrtača. Tako je nastala tudi Volkova jama. Pod žrelom, plitvo sedeljce nasproti našega stojišča, kjer je v ograji prehod v Konjsko dolino. Danes je s travo poraslo pobočje vrtače prepredeno z obodnimi stezicami, ki so jih po plastnicah uhodile krave. Nič ni stalnega razen spreminjanja. Lep dokaz nenehnega spreminjanja in razvoja površja sta velika in mala vetrnica. Udorni, med seboj povezani snežni jami, ki se nadaljujeta v brezno, v katerem se sneg in led ohranjata v poletje. V ne tako davni preteklosti so ob suši pastirji v koših nosili sneg do bajt, ga tam topili in tako za silo napojili živino. Velika planina zaradi svojega kraškega značaja nima površinskih voda, potokov in izvirov, zato je bil ta vir pitne vode še kako pomemben. V zadnjih desetletjih sneg v Dornicah skopni že sredi poletja, sušo pa pastirji rešujejo s prevozi vode iz doline v cisternah. V geološki preteklosti se je nad temnim podzemnim prostorom zrušil strop, nastalo je novo, svetlo življenjsko okolje. Kljub odprtosti se v vetrnicah vse leto zadržuje mrzel zrak, nekoč so tu shranjevali celo meso, zato je prisoten izrazit temperaturni in posledično rastlinski obrat. Tako kot površje se tudi podnebje spreminja. Manj je snežnih padavin, v topli polovici leta pa več dežja pade v krajšem času v obliki močnih nalivov. Temperaturni skoki nad in pod ledišče so pogostejši, kar pospešuje mehansko preperevanje, ki je lepo vidno na stropnem oboku Dornice. Pri obisku je potrebna velika previdnost, odveč ne bo niti čelada. S popolnim izsekanjem gozda, ki ima varovalno vlogo zadrževanja vode v tleh, so se še dodatno poslabšale neugodne vodne razmere na zakraseli planoti. Posledica krčenja gozda je tudi večja moč vetra. Gre za primer, ko si je človek z lastnimi posegi v ekosistem otežil življenjske pogoje. Rastlinski obrat v vetrnicah se kaže tako, da najdemo na nižji nadmorski višini rastline, značilne za višje nadmorske višine in obratno. Poznavalci opozarjajo na prve podnebne begunce oziroma domnevno selitev alpske masnice iz nekoč vlažnih travnikov v okolici stanov v vlažno in hladnejše okolje vetrnic. Za konec dneva pa še nekaj tehničnih podatkov. Prehodila sva 11 km pa 700 metrov. To pot sva opravila v 4 urah in 36 minutah. Nabralo se je tudi 479 višinskih metrov. Če vam je bil video všeč, ga lajkajte. Za še več podobnih vsebin pa se naročite na najin kanal Slovenija v objemu narave.